Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kot je že kolega Blaž napovedal, bom predstavil trenutno delo na slovensko-madžarskem projektu. In sicer v okviru tega dela smo pripravili tipe hidrografskih območij v gričevju severovzhodne Slovenije, na Goričkem, Halozah in Slovenskih goricah. In sicer na temelju nekaterih morfometričnih in pedoloških kazalnikov. To je delen rezultat, ki je šele namenjen nadaljnjim raziskavam. Skratka, tu vidimo naslov tega projekta: Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije. To bomo videti šele, kako hriboviti so tisti deli Madžarske, ki so trenutno v raziskovanju. Skratka, nekaj dela je bilo tukaj že opravljenega, se pravi 2019 pa letos. Predvsem so tako madžarski kot naši raziskovalci že pregledovali številne vodne akumulacije, ki so bile v preteklosti predvsem ribniki ali pa so služile napajanju živine ali pa delno tudi namakanju. Danes se ta funkcija v marsikje izgubila in ima večina teh akumulacij nekje rekreativno-turistično vlogo ali pa, kakor je Mateja Ferk rekla, estetsko. So pa uporabni vse te akumulacije tudi za morebitno zadrževanje visokih poplavnih valov, ki se dogaja predvsem poleti ali pa v zgodnji jeseni v teh gričevjih. No, kaj smo tle počeli, to, kar piše v drugem delu, bomo si pa ogledali postopoma. Sprav, najprej poglejmo, vsi vemo, da Slovenija na vzhodu prehaja v Panonsko nižino. Tam imamo tako imenovane naše panonske pokrajine, ki so nekje dvojnega značaja. Na eni strani imamo panonske ravnine ob večjih rekah, ob Muri, Dravi in pa nižje dol ob slovensko-spodnji Savi in pa panonska gričevja. Kot rečeno, v naši raziskavi smo obdelali samo 3, se pravi gričevja severovzhodne Slovenije, Goričko, Haloze in Slovenske gorice. Tukaj je nekaj osnovnih podatkov za vsako gričevje. V določenih stvareh so si ta gričevja precej podobna, v drugih elementih so pa precej različna. Površina vidimo, da so Slovenske gorice približno 1000 kvadratnih kilometrov velike, Goričko je pol manjše, Haloze pa še pol manjše od Goričkega. Naklon je recimo zmeren v Slovenskih goricah in na Goričkem in bistveno višji v Halozah. Pa tudi tukaj moram reči, da so precejšnje razlike od posameznega konca do drugega konca. Recimo severne Slovenske gorice so precej bolj strme, kakor potem recimo njihov južnejši oziroma jugovzhodnejši del. Delež gozda je približno enak, precej manjši recimo od slovenskega povprečja. Poselitev je pa tudi recimo podpovprečna. Majčkeno bolj so poseljene samo Slovenske gorice, ampak tudi recimo glede na slovensko povprečje, ki je tam okoli 100 ali pa kakšna številka čez tole, je pa spravi tudi podpovprečno. Kako je z vodnimi razmerami, čisto na kratko, v panonskem svetu? Vemo, da tukaj prevladujejo manjši vodotoki, poznamo, recimo še najbolj znani so Pesnica, Ščavnica, Ledava, od tistih, ki so bili tukaj obdelani. Večinoma imajo skromen pretok, povprečni pretoki teh rek so nekje pri Ščavnici 2 kubična metra na sekundo, pa 4 do 5 pri Pesnici in Ledavi. Imajo značilen snežno-dežni režim, ki se vidi, ki je prikazan tukaj spodaj. Kaj to pomeni? To pomeni, da največ glavni višek po novem se pojavlja decembra, včasih se pojavljal ob koncu pomladi, takrat, ko so se recimo padavine okrepile, pa hkrati se talil sneg. Sneg iz tega konca, tako kot iz marsikjerega drugega dela Slovenije, počasi izginja. S kolegom Matijo Zornom delava zdaj dosti sistematično nekaj raziskav po Sloveniji in smo videli, da se marsikje, recimo Lok pod Mangartom, Vojska, kaj takega,
zima oziroma število dni snežno odejo zmanjšalo za 2 meseca. Tukaj mečkan manj, zato ker že v osnovi ni snežna odeja tako dolgo obležala, ampak vendarle vidimo recimo tale decembrski višek, kam je treba tole pritiskati, tole je včasih pač bilo odrezano od spodaj, glavni višek je bil novembra, december je bil pa razporejen čez te 3, oziroma predvsem čez marec pa aprila. Takrat pravi, decembra je padel sneg, ni voda odtekala je šele marca, aprila, ko se je otoplila. Tukaj imamo gor primer Ledave, vidite skromen vodotok, nič posebnega. Značilni so majhni strmci, zaradi tega voda zelo hitro, recimo, če že naraste, recimo ob kakšnih nalivih ali kaj takega, hitro naraste. Vodotoki so večinoma regulirani, te regulacije segajo že desetletja nazaj, predvsem po letu 60 so sistematično pač poskušali kot prvo odpravljati poplave, kot drugo pač izboljšati tudi kvaliteto zemljišč za pridelavo, ampak delno ali pa v celoti jim to še ni uspelo. Zato vsi imenovani vodotoki, pa tudi njihovi pritoki občasno poplavljajo. Te poplave so hudourniške, pa navadi ne trajajo dolgo, pa niti niso, bi rekel, globina te poplavne vode ni pretirna, pa vendar to več kot zadosta. Tukaj vidimo recimo eno polje koruze, kako izgleda pa eni taki hudourniški poplavi. Vprašanje, koliko si lahko te rastline po taki poplavi še opomorejo, oziroma kaj lahko še z njimi s tem dobimo. Metodologija za priprave tipologije teh hidrografskih območij. Najprej smo ta hidrografska območja sploh določili. Kaj je hidrografsko območje? Hidrografsko območje je v bistvu majhno porečje ali pa del majčkeno večjega porečja. Pravi, vsi ti pritoki imenovanih rek, spravi Pesnice, Šavnice, pa Ledave in Krke, recimo na Goričkem, imajo svoje hidrografska območja. Te večje reke pa so razdeljene na zgornji, srednji, spodnji del ali pač po potrebi. Najprej smo pripravili, že vnaprej je bilo rečeno, da moramo pripraviti tipizacijo na temelju reliefa in prsti. In pri tem smo mogli izbrati določen način. Zdelo se mi je prav, da je število kazalnikov reliefnih in pedoloških približno enako, zato da ne bo kdo rekel, da zadeva preveč visi v eno ali drugo smer. Hkrati pa recimo iz preteklih izkušenj sem vedel, da ni dobro preveč komplicirati. Tako smo kot reliefni kazalnik vzeli nadmorske višine in naklon, pri prsteh pa kar tipe prsti. Zbrali smo 8 kazalnikov, 4 reliefne pa 4 pedološke. Na koncu smo z te, bi rekel, matriko podatkov dali še v statistično obdelavo in z razvrščanjem skupine dobili ustrezne tipe hidrografskih območij. Pa na koncu, čisto, ampak je to preliminarni rezultat, smo poskušali malo doumeti, kakšne oziroma kako se ta hidrografska oziroma ti tipi hidrografskih območij obnašajo z vidika poplav. Hidrografska območja smo določili s pomočjo, bi rekel, že enih starejših fajlov, ker mislim, da so bili to še EONet, Waternet ali mogoče kakšen od vas to še pozna. Vem, da to je bilo že dolgo v nekih mapah, tam, kjer imam spravljene te GIS sloje. Bili so linijski, niti ne poligoni, ampak se jih je dalo potem ustrezno uporabiti, predelati v poligone in te poligone tudi v nekaterih primerih ustrezno prilagoditi. Tako da smo recimo v tem primeru, ko imamo ta porečja, recimo Ledave in drugih pritokov, ko pritečejo v ravnino, smo jih tam pač zaključili, nismo sledili tem potokom v ravninski svet. Prvi sloj, ki smo ga uporabili kot reliefni kazalnik, so bile nadmorske višine. Nadmorske višine smo enostavno razdelili v
4 razrede, v 4 kvantile, tako da je v vsakem razredu bilo enako število, recimo enak delež površja. Pravi, tipično panonsko gričevnato hidrografsko območje bi imeli 25% nadmorskih višin v prvem razredu, drugem razredu, tretjem razredu in četrtem. No, ampak vidimo, da so da posamezni razredi niso enakomerno razporejeni po posameznih hidrografskih območjih. Če vzamemo tole ob spodnji Pesnici, vidimo, da je recimo teh kategorij iz prvega, drugega, tretjega razreda veliko več, kot pa iz zadnjega. In po drugi strani pa recimo v zahodnih Halozah izrazito prevladujejo višine, ki so v zadnjem kvartilu. Tako da smo v bistvu te deleže potem uporabljali. Najprej smo razdelili za vsa gričevja podatke na 4 razrede, pa smo pa za vsako hidrografsko območje pogledali, kolikšen delež posameznega razreda je tam prisoten. In podobno smo opravili tudi z nakloni, se pravi, isti postopek, kot smo pri nadmorskih višinah, smo ponovili še enkrat pri naklonih, s tem, da kot morfometrični kazalnik za našo analizo oziroma za določenje tipov hidrografskih območij nismo uporabili vse 4 kategorije, ampak samo, se pravi, delež te, bi rekel, prve kategorije, se pravi, najnižjih višin, najnižjih naklonov in delež najvišjih višin, delež največjih naklonov. Kot za tipe prsti smo uporabili digitalno pedološko karto, ki so jo izdelali na Centru za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete. Imela je recimo na tem območju, ki je nas zanimalo, 32 različnih kategorij, 32 različnih tipov prsti, ki pa smo, kar je absolutno preveč, ampak bi rekel, dosti smiselno se dali te tipe prsti združiti v 4 kategorije. Vidimo, najprej so humusno-akumulativne prsti, predvsem na območju Haloz, v glavnem na laporjih. To so po domače povedano pretežno renzine, pa malo manjši meri rankerji, pretežno. Potem imamo, opala, kaj sem naredil zdaj, da sem pa nekam šel. Naslednje 2 kategorije so evtrične rjave prsti in distrične rjave prsti. Te so bolj pogoste v Slovenskih goricah in na Goričkem, s tem, da nastajajo na različnih kamninskih podlagah. Evtrične rjave prsti predvsem na laporjih, pa ponekod na litotamnijskih apnencih. Distrične rjave prsti pa na, bi rekel, bolj kislih podlagah, kot so peski, peščenjaki, konglomerati, kremenovi in podobno. Zadnja kategorija so še hidromorfne prsti. Hidromorfne prsti pa srečujemo v vseh 3 gričevjih, ampak spet precej neenakomerno, predvsem v dnu dolin. To so različne oglejene prsti, bodisi zaradi talne vode, bodisi zaradi zastajanja poplavne vode, bodisi tudi zaradi zastajanja občasno pretirnih količin padavinske vode. Končni ali pa začetni končni rezultat je bila taka podatkovna matrika. Tukaj imamo našteta posamezna hidrografska območja, tukaj so pa deleži nadmorskih višin do prvega kvartila, deleži višin nad 3. kvartilom, deleži naklonov do prvega kvartila, deleži naklonov nad 3. kvartilom, pa deleži posameznih tipov prsti, se pravi humusno-akumulativnih, evtričnih, distričnih in pa hidromorfnih. Statističnim programom statistika smo pa tole dali v razvrščene skupine in dobili tele grabelce, ta drevesni diagram, pri katerem pač vidimo, še tole, kdor ne pozna, ta drevesni diagram seže še v desno in se prej ali pol zaključi tako, da se v bistvu vse skupine združijo v eno, združijo v eno, ampak na strani raziskovalcev je, da določi, kje je meja. Se pravi, če bi
v našem primeru tole mejo postavili nazaj, videli, da tale druga skupina bi razpadla še na recimo 2A pa 2B oziroma drugo, tretjo skupino. Prav veliko nam ni jasno, ko to naredimo. Skratka, vemo, da nam da določena hidrografska območja skupaj, ampak niti ne vemo dobro, zakaj. Ponavadi ja, ker te podatke že mešetarimo pa to. Ampak jaz si vedno pomagam pa tako, da vse, bi rekel, člene posamezne skupine dam na grafa in potem vidim, kako so ti podatki razporejeni. Se pravi, spet prvi 4 so reliefni, zadnji 4 so pedološki v našem primeru. Recimo tukaj pri primeru prve skupine vidimo, recimo, da je nadpovprečna pri bi rekel, teh višjih, večjih nadmorskih višinah. Pravi, če bi bilo povprečje, če bi bile te vrednosti nekje tukaj, pri 25%, vidimo pa, da na eni strani, da manjkajo, oziroma da so skromne te, bi rekel, najnižje višine in obratno. Skratka, vidi se tudi, koliko je posamezna skupina homogena. Če pogledamo nazaj, koliko je posamezna skupina homogena, se vidi tudi po tem, ki se zaključi. Prej, ko se zaključi, recimo tale četrta skupina, vidimo, da se zaključi prej, kakor pa tale, ker pomeni, da so ti podatki verjetno v tej skupini bolj homogeni, bolj enotni. Tukaj spet vidimo tisto, kar smo prej gledali, ta četrta skupina, zeleno barvo označena, vidimo, da precej ti podatki manj opletejo, kakor pa recimo pri tej skupini, kjer je predvsem recimo delež hidromorfnih prsti, vidimo, da niha od 15 do 55%. Ampak to vidno, če damo nekaj skupaj, nekaj se bo lepo ujelo, nekaj se bo pač slabše. Tukaj vidimo še grafe za naslednje 3 skupine. Tukaj pa zemljevid razporeditve teh posameznih tipov hidrografskih območij. Na podlagi tistih grafov smo tudi določili imena, lahko jih vidite gor, lahko preberete tudi v zborniku, ne bi niti smiselno naštevati. Vidimo pa, da predvsem tole, da so haloze predvsem čisto svet zase, z ostalim se ne ujemajo ne po reliefnih, ne po pedoloških kazalnikih, medtem ko precej večja podobnost pa je med Slovenskimi goricami in Goričkima. Od 7 skupin, mislim, da se 2 pojavljata samo v halozah, ena se pojavlja samo v Slovenskih goricah, 4 skupine pa se vidite že po barvah, recimo tale rumena se pojavlja tako na Goričkem kot v Goricah in tako naprej. Še čisto na koncu, kaj nam zaenkrat se zdi, da kažejo ti podatki. Se pravi, analiza poplavne ogroženosti teh tipov hidrografskih območij zaenkrat kaže, da je bolj posledica ene neposrečne kombinacije strmih pobočij, ki se končujejo v zelo položnih dolinah. Tako da voda hitro po teh pobočjih se steka navzdol, v samih dneh v dnu dolin pa se komaj s težavo pomika naprej in se tam kopiči, kar povzroča občasne hudourniške poplave. Tipi prsti bi človek pričakoval, da igrajo bolj odločilno vlogo. Zaenkrat gledam Blaža, ker bo gotovo kaj protestiral, ampak zaenkrat tipi prsti se ne kažejo kot posebej odločilni, domnevno zaradi tega, ker recimo humusno-akumulativne prsti so preveč plitve, da bi zadrževali ne vem koliko vode. Hidromorfne prsti so že v osnovi toliko namočene, da dodatno vodo težko zadržujejo. Pri evtričnih in distričnih rjavih prstih pa se zdi, da je težava v tem, da jih ti poletni nalivi, ko se v bistvu ogromne količine vode v zelo kratkem času pač zlijejo na ta območja, da enostavno niso sposobne tako hitre infiltracije in precejšen del te padavinske vode odteka površinsko. Pa bilo fajn biti enkrat tam, ko se res kakšen tak hud dogodek dogaja, ampak žal so ta gričeva majčkeno odmaknjena in imamo pa določene inštrumente postavljene na predvsem Slovenskih goricah, tako da mogoče bodo ti podatki kaj pokazali, zdaj, ko se da recimo primerjati
recimo količino vlage v tleh pa padavine v določenih dneh. Tako da mislim, da upamo, no, da bo ta projekt še majčkeno podaljšan, tako da bomo lahko te raziskave normalno do konca pripeljali. Pa še tole, se pravi, ob teh hudih dogodkih, ki so še tole, dogajajo se večinoma recimo v poletnih mesecih takrat, ne vem, če se spomnite, tisti režim ščavnice, pravi takrat, ko je vode v koritih sicer še ne manj, pravi, da majčkeno presenetljivo, ne takrat, ko je že veliko, ampak takrat, ko je načeloma malo ali pa celo premalo. Spravim, dodatno, kar je še pomembno to, da niso ogrožene samo dolince na teh hidrografskih območjih, ampak tudi sosedstvo. Recimo predvsem Haloze ogroža tudi recimo še dolino sosednje Dravinje, v katero se vsi ti vodotoki stekajo. Toliko za enkrat.